V gasilskem domu Šmartno na Pohorju je pretekli četrtek potekalo predavanje z naslovom Volk ponovno na Pohorju, miti in resnice. Volkovi so se po več 10 letih ponovno vrnili na območje Pohorja. Volk je neka novost na Pohorju, se je pojavil nedavno. Ljudje, ki tukaj živijo, niso navajeni na volka, niso navajeni sobivati z njim. Nazadnje so volki bili na Pohorju prisotni v 50 letih, tako da moramo razumeti, da so ljudje zaskrbljeni. Vendar pa izkušnje iz drugih delov Slovenije kažejo, da znamo ljudje živeti z volkom, ne? Njihova prisotnost je pomemben pokazatelj zdrave narave, hkrati pa sobivanje z njimi predstavlja izziv, ki zahteva znanje, razumevanje in premišljene ukrepe. Večkrat so recimo lovci zaskrbljeni, tukaj treba povedati, da imamo na območjih, kjer je že stalno prisoten volk, že desetletja, Kočevska, Notranjska, normalno ljudje upravljajo z divjadjo in tudi relativno velike gostote so. Torej, volk ne iztrebi svojega plena, ima mehanizme, ki mu to preprečujejo. Druga skrb je seveda so rejne živali, domača živina, ne. Tudi tukaj je treba povedati, da je ta zaskrbljenost, jo moramo razumeti, ne, je upravičena, vendar pa tukaj imamo pa pomoč države, imamo subvencije, torej sofinanciranje teh ukrepov, imamo veliko strokovnjakov v Sloveniji, ki imajo izkušnje z tega področja, ki znajo svetovati ljudem, to smo danes tudi želeli pokazati. Skratka, ljudje se vedno lahko obrnejo na pristojne institucije, recimo najbolj pri roki je tukaj ponavadi Zavod za gozdove, mi imamo ljudi, ki so ves čas prisotni na terenu, ljudje jih poznajo, če pride do kakršnih koli težav, če pride do škod, če se zgodijo, je pač nas ljudje naj obvestijo in bomo vedno pristopili in bomo skupaj, verjamem, da našli ta prave načine, da ljudje ne bojo rabili biti tako zaskrbljeni. Pred nabito polno dvorano gasilskega doma so tematiko predstavili dr. Matija Strgar, vodja službe za lovsko načrtovanje pri Zavodu za gozdove Slovenije, Izidor Cojzer, vodja lovišča s posebnim namenom Pohorje, Peter Krma, vodja lovišča s posebnim namenom Jeleni iz Postojne in rejec drobnice iz Korene nad Horjulom Matej Lončar. Po dogodku smo pred kamero povabili Matijo Strgarja. Kar se pa tiče samih nekih, recimo, če temu tako rečemo, civilistov, ne, ki se sprehajajo v gozdu, tudi tukaj pač moramo razumeti, ne, volk ima tudi tak sloves, da se ga ljudje lahko bojijo, ampak tudi tukaj, na drugih območjih moramo priznati, da v Sloveniji po drugi svetovni vojni ne poznamo primera, ko bi volk napadel človeka. Tisti redki primeri, ki so se mogoče zgodili v Evropi, so posledica nekih volkov, ki so bili navajeni na bližino ljudi, ker so pač tam našli hrano, neke klavniške odpadke, ne. To pač je tudi treba, ljudje morajo razumeti, da se to ne sme početi, ampak glede na to, kako je urejeno v Sloveniji, to odlaganje odpadkov tudi ni to velika bojazen, ne. Tako da tudi na drugih območjih, Kočevska, Notranjska, so ta srečanja ljudi z volkom, sploh videnja volka, so zelo redka. Če pa bi prišlo do česa takega, ne, da ljudje vidijo neko nenavadno obnašanje, da se volk ne umakne, da ne beži pred človekom, seveda naj pa spet javijo, ne, in se bo preverilo, ali gre za neko nenavadno, atipično obnašanje, tudi tukaj se da ukrepati, ne. Skrajni ukrep, ki ga v tem primeru imamo na razpolago, je tudi odstrel takega volka. Celotni posnetek predavanja si boste lahko ogledali v eni izmed prihodnjih oddaj Studia Bistrica.